Za vsak evro, ki ga zaslužite, država pobere 75 centov. Slovenija je 1. julija uvedla nov 2% prispevek na dolgotrajno oskrbo in čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za majhen znesek, se v kombinaciji z vsemi drugimi davki in prispevki oblikuje nov rekord. Slovenija je postala najbolj obdavčena država v Evropski uniji. Pot v to smer se je začela že julija 2022, le mesec dni po prisegi vlade Roberta Goloba, ko je ta odpravila mini davčno reformo prejšnje vlade Janeza Janše. Ta reforma je bila zasnovana kot prvi korak v nizu ukrepov za postopno zmanjšanje davkov in zvišanje neto dohodkov. Vključevala je znižanje davka na dohodek, ukinitev davka na izplačane plače, poenostavitev obračunavanja DDV za manjša podjetja ter postopno zvišanje splošne olajšave. Slednje bi do leta 2025 prineslo zaposlenim z minimalno plačo približno 640 evrov dodatnega neto dohodka na leto oziroma 50 evrov mesečno. Zaposlenim s povprečno plačo pa približno 1000 evrov več letno, okoli 80 evrov mesečno. Vendar je zmago Gibanja Svoboda reforma padla v vodo in vsi nadaljnji načrti o davčni razbremenitvi tudi. Nova vlada se je odločila za predvsem drugačno pot, namesto davčne razbremenitve je obremenitve dodatno povečala. Današnje stanje je posledično vseh davčnih bremen, prispevkov in dohodnine, obveznih dajatev delodajalcev, davka na dodano vrednost in trošarin pri potrošnji ter novega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Podjetja imajo višje stroške dela in manj razpoložljivih sredstev za razvoj, velika podjetja zato selijo sedeže v države z nižjimi davki, kot so Hrvaška, Češka in Madžarska. Tako Slovenija posledično izgublja znanje, kapital, prihodke in življenjski standard.